Na 16. skupščini delničarjev Kemofarmacije, na kateri so bili sprejeti vsi predlagani sklepi dnevnega reda, je bilo prisotnega 97,11% kapitala z glasovalno pravico. Za VZMD in male delničarje je bilo poleg izglasovanja delitve dividend v višini 8,43 evrov bruto na delnico posebej pomembno glasovanje po oblastilu upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic po ceni od 16 do 50 evrov, kar je precej manj od dosedanjega cenovnega okvira, ki zgornjo mejo postavlja za 15 evrov višje. Obenem sprejeti sklepi izključujejo prednostne pravice delničarjev pri odprodaji ter pooblaščajo upravo za umik lastnih delnic brez soglasja skupščine. Za komentar o poteku skupščine in odkupni ceni delnic smo prvega poprašali člana uprave Francija Mlinarja. Glede na to, da je družba v lanskem letu uspešno poslovala, nismo pričakovali na skupščini zapletov, in tudi tako se je odvijala po pričakovanjih. Kot je bilo pojasnjeno v že sami teku skupščine, je tudi ta cena že upošteva trende in ob dejstvu, da so se v lanskem letu izplačale dividende oziroma zadržani dobički za daljše obdobje. Nismo videli razloga oziroma je na koncu to odločitev lastnikov na skupščini. Kako pa se bodo v Kemofarmaciji lotili zagotavljanja enakopravnega obravnavanja vseh delničarjev? Že po stari ustaljeni praksi, ukolikor se posamezni delničar izrazi interes, potem uprava, če se strinja z dogovorjeno ceno, potem se spelje proces preko eno od borznih hiš. Tle inicijativa, kot je bilo že rečeno, je, ukolikor je interes na strani lastnikov, potem se odzove tudi uprava. Predsednik VZMD je po seji podal daljši komentar in povzel pretekla večletna dogajanja združenja v zvezi s Kemofarmacijo. Na današnji skupščini Kemofarmacije so bili sprejeti vsi predlogi, kot sta jih podala uprava in nadzorni svet, vključno z delitvijo dividend, razrešnico upravi. Edini sklep, ki ni bil podprt 100%, nasprotovalo mu je namreč Vseslovensko združenje malih delničarjev, je bilo pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic. Nasprotovali smo takšni odločitvi predvsem zaradi znižanja cene, kot je bila v preteklih letih že v smislu pooblastila podana pri 65 evrih, tokrat je bila spuščena na 50 evrov. Kot je na izrecno vprašanje povedal predsednik uprave, je namen pridobivanja delnic v sklad lastnih delnic to, da se omogoči malim delničarjem izstop iz lastniške strukture, glede na to, da ima večinski glavni delničar že preko 93% celotnega kapitala družbe in s tem 86 preostalih malih delničarjev nima praktično nikakršne možnosti pri soupravljanju družbe in vplivu na odločitve ter perspektivo svoje naložbe. Zato smo ocenili seveda, da je to v tem primeru ustrezno, primerno, hkrati pa smo podali nasprotni predlog v smislu zvišanja najvišje cene na 70 evrov. Skratka, to bi omogočilo tudi odkup delnic iz naslova delniškega sporazuma, ki je oblikovan v okviru Vseslovenskega združenja malih delničarjev, h kateremu je pristopilo 30 od preostalih 86 malih delničarjev in v zvezi s katerim želimo doseči možnost izstopa iz lastniške strukture po pošteni ceni za male delničarje, tudi preko postopka tožbe, ki jo imamo na sodišču v zvezi z odprodajo delnic, skratka nasproten proces sicer znanim postopkom iztisnitev, torej možnosti zagotovitve odprodaje delnic malih delničarjev večinskemu lastniku, ki kot rečeno že izpolnjuje pogoje, da bi tudi pristopil k iztisnitvi. No, tudi v tem sodnem postopku se glede na korekten odnos tako večinskega lastnika in pogovorov, ki smo jih imeli z njihovimi predstavniki v začetku letošnjega leta, kakor tudi sicer na korekten odnos uprave družbe in s tem v zvezi seveda tudi potek tokratne skupščine, pričakujemo, da bomo vendarle prišli do dogovora, ki bo predstavljal primerno solucijo za vse strani. Je pa bila na tokratni skupščini napovedana izpodbojna tožba, kajti vendarle pridobivanje lastnih delnic je bilo sprejeto tako, kot je bilo predlagano, torej v znižanih okvirih cen, hkrati
hkrati pa seveda je bilo dano pooblastilo upravi, da umika delnice brez dodatnega skupščinskega sklepa, torej zgolj v soglasju nadzornega sveta, hkrati pa je ob tem izključena tudi prednostna pravica malih delničarjev, tako da oziroma vseh preostalih delničarjev, tako da bomo s tem v zvezi seveda preučili možnosti, da tudi na tej točki skušamo iz izhodišč, ki so znana z naslova delniškega sporazuma v okviru VZMD, doseči tisto, kar so seveda tam zapisana in podana pogajalska izhodišča ter zaveze, ki smo jih s tem v zvezi sprejeli in dali sekciji malih delničarjev Kemofarmacije.